tem pazimo, da so loki približno enakomerno visoki, širina oziroma razmak med temi loki pa naj bo nekje 30–40 cm. Deluje tudi protimikrobno, deluje in na bakterije, in na viruse, in na glive, pa tudi na gliste. Nepogrešljiva rastlina v tem času je tudi bela omela. Tudi ta nekako ne sme manjkati v adventnem in pa seveda božično-novoletnem času. Torej, naša lanskoletna zastirka bananovca se je izkazala za dobro in ravno tako bomo letos zastrli bananovec z listjem in ga pustili na prostem. Kar pa zadeva vrtove, vrtovi so glede na toplo jesen še kar živi, imamo zimske solate, motovilec, radič in podobno. Vse to pa je dobro v tem letnem času, dokler še ni snega, nekako pokriti oziroma na nek enostaven način pripraviti toplo gredo. To je najbolj enostavno iz vrbovih vej. Vrba je tudi drevo, ki kljub temu, da ga porežemo, zelo bujno odžene naslednje leto. Tako da je sama rastlina celo bolj hvaležna, če jo obrezujemo, kot da jo pustimo rast, kajti je lomljiva in jo sneg zelo hitro polomi. Sebastijan je najprej odrezal nekaj debelejših vrbovih vej, nato je Brigita z njih odstranila enoletne šibe. Te lahko uporabimo za ogrodje adventnega venčka ali pri pletenju košar. Mlade veje vrbe in leske so namreč zelo prožne. Tokrat sta nabrala starejše veje, ki pa so še dovolj upogljive za pripravo ogrodja tople grede. Pred izdelavo tople grede sta Sebastijan in Brigita z listjem zaščitila bananovec. Pri zimski zaščiti toploljubnih rastlin, ki jih pustimo na prostem, pazimo, da debla zastirko ne zatesnimo preveč. Plast zastirke naj bo debela, a zračna, rastlina naj diha tudi v mrzlih dneh. Tukaj imamo gredo zimske solate in pa radiča, ker vemo, da te vrste solat prezimijo, ampak kljub temu jih radi nabiramo po zimi, je dobro, da preko tega naredimo toplo gredo. Za osnovo tople grede v tem primeru potrebujemo vrbove palice, ki se zelo dobro upogibajo. Tako da, Brigita, če mi podaš, ker prvo jih zapičimo v zemljo. Gledamo, da je lok enakomeren in da so palice res dobro zapičene v zemljo, tako da vemo, da se vmes dogaja to, da zemlja odmrzne, da nam ne bi celotna topla greda razpadla. Pri tem pazimo, da so loki približno enakomerno visoki, širina oziroma razmak med temi loki pa naj bo nekje 30–40 cm, tako da pod težo snega ne bodo klonili. Dobro je, da so palice primerno odrezane, kajti tu se lahko zgodi, kjer odrežemo stranske veje, da palica poči. Tako da te palice ne smejo biti predebele. Ko imamo loke zapičene oziroma palice v obliki lokov, preverimo še višino, tako da je približno vse enakomerno ukrivljeno in nadaljujemo z vezicami in pa prečnimi palicami, tako da dobimo nekako vso zadevo bolj statično. So pa morda te vezice najbolj praktične in delo poteka zelo hitro, so pa zelo močne, tako da jih niti sneg, dež in pa veter ne bodo uničili. Pri tem pa je dobro, ker so upogljive, mehke, da ne bomo strgali na njih koprene, kajti če bi vezali to z žico,
se tukaj polivinil in pa koprena, s katero bomo kasneje pokrili toplo gredo, lahko strgata. Je pa dobro tu privezati vso zadevo kar pri vsakem loku, tako da bo res fiksna, čvrsta in da pod težo snega ne bo klonila. Na enak način, kot smo zdaj pritrdili prve prečne palice, jih pritrjujemo nekje v razmaku 30–40 cm še naprej po lokih, da je celoten lok učvrščen, ojačan, tako da ne bo klonil pod težo snega. Ogrodje je zaključeno, pokrijemo ga le še s kopreno, levo in desno učvrstimo z deskami, tako da lahko kasneje kopreno dvigujemo, kolikor vemo, da bo sneg, lahko to toplo gredo pokrijemo še s polivinilom, s tem nekako preprečimo, da bi se koprena pod težo snega strgala. Tako pripravljeno toplo gredo učvrstimo le še s klini, ti so lahko v tem primeru kar plastični, so še močnejši in ravno pripravljeni za to, tako da nam veter ne bo dvigoval koprene. Najina miza z Dragico že diši po praznikih in ravno cimet je ta začimba, ki je kriva za to. Pa povejva nekaj o cimetu, Dragica, odkot prihaja. Vem, da poznamo dve osnovni sorti, pa malo več o tem. Ja. No, cimet ni naša avtohtona rastlina, pri nas sploh ne uspeva, uspeva v Indoneziji in na Kitajskem. Tisti cimet, ki ga uporabljamo za prehrano in v zdravilne namene, prihaja z Ceylona. Na slovenskem tržišču so samo te vrste cimeta. Kajti kitajski cimet vsebuje veliko kumarina, ki je hepatotoksičen, to pomeni, da poškoduje jetra, in kancerogen, to pomeni, da bi lahko povzročal raka. Tega cimeta v Sloveniji ni. In je zelo dobro, da pri nakupu cimeta v eksotičnih državah, da smo res na to pozorni, da kupimo ceylonskega, ne kitajskega. Tu morda vidiva razliko. Verjetno gre tu za kitajskega, ker je bistveno trša skorja. Tako, ta je pa bolj elastična. Bolj drobljiv, bolj lomljiv, ta pa je trd, ta pa je res trd in tu vidiva razliko že v barvi. Tako, debelejši je tudi tale, kitajski je debelejši kot ceylonski. Droga oziroma del, ki se uporablja za prehrano, je notranji del skorje cimetovca. To je drevo, ne, in notranji del skorje se uporablja v prehrambene in zdravilne namene. In ta je res dosti tanjši in dosti bolj elastičen kot kitajski. Ta se kar nekako razplasti, ta pa je trd in ga celo težko zlomimo. Kako se pa v zdravilne namene uporablja cimet? Kje ga uporabljamo, zakaj ga uporabljamo? Cimet se uporablja pri prebavnih težavah. To je potrjena indikacija, to pomeni, da blaži krče prebavil, da poveča nastajanje prebavnih sokov in se lahko uporablja tudi kot dispeptik. Pri kakšnih anoreksičnih težavah to je takrat, ko izgubimo tek, ko ne moremo jesti. Torej spodbuja tek. Spodbuja tek, da. Deluje tudi protimikrobno, deluje in na bakterije, in na viruse, in na glive, pa tudi na gliste. Naprimer, tudi to je zanimivo. Učinkovina, ki je odgovorna za te učinke, je v eteričnem olju, ki ga je v skorji cimeta kar 2%. Od tega je ta učinkovina, ki deluje kot zdravilo, eugenol. Ta daje rastlini tudi vonj, ta prijeten vonj je vonj po eugenolu. Enako učinkovino ima v svojem eteričnem olju tudi klinček, nageljnova žbica, in tudi nageljnove žbice uporabljamo v tem božično-novoletnem času. S tem, da je eugenola v nageljnovih žbicah bistveno manj. Pa prej še nisva povedala vsega o zdravilnih učinkih. V skorji je tudi veliko taninov in lahko cimet uporabljamo pri driski odraslih ali pa otrok. V obliki poparka pripravimo si torej čaj. Cimet je tudi poznan afrodizijak. Iz ljudskega izročila naj bi povečal število semenčec in pa njihovo gibljivost. Prav tako pa se uporablja
pri ljudeh, ki imajo povišan krvni sladkor. Poleg sladkorja znižuje tudi holesterole in pa maščobe, tako da ni nič narobe, če si kdaj pa kdaj privoščimo kakšno tako, bom rekla, čistilno kuro s cimetom. Je pa terapevtski odmerek tam nekje do 6 gramov cimeta na dan do 40 dni. Pripravlja se pa lahko bodisi v kakšnih zmeseh z jogurtom, lahko pa tudi v obliki napitka. Torej, midva bova danes pripravila kar napitek, vitaminski napitek, zato bova uporabila oranževce oziroma pomaranče in pa limone. Jaz sem pa vmes že kar nekako spomin na nekako stare čase začel te nageljnove žbice oziroma klinčke pikati v pomarančo. To daje prijeten vonj in je v teh prazničnih dneh prav dobrodošla stvar na vsaki mizi. Pomarančo bova ožela, kar s pomočjo ožemalnika. Cimet je bil pa v preteklosti zelo dragocena začimba. V Evropi je veljal za prestiž bogatih. Tako, celo za poročna darila so ga poklanjali in celo za kraljevske poroke. Je pa ena zanimiva legenda oziroma zgodba, da je v 16. stoletju, natančno leta 1530, nek bogat trgovec dal svojega dolžnika zažgati na grmadi iz samih cimetovih palčk, ker je hotel s tem poudariti svoje bogastvo. Na Šri Lanki, to je pač otok, ki je bil vedno nekako zavzeti z ene, druge in tretje strani, Angleži, Nizozemci in tako dalje, so se celo davki domačinov plačevali s cimetom. Tako, v Evropi so pa celo cimet zamenjavali za evnuhe in ženske. Tako, jaz sem pa vmes že narezal tudi pomaranče, toliko da spomniva na ta adventni čas oziroma tudi prihajajoče praznike. Je zdaj pravzaprav pravi čas, da pomaranče narežemo na kolobarje, natremo s cimetom, pa v tem primeru morda damo v pekač in vse skupaj v pečico in počasi posušimo. S tem bomo imeli lep dodatek, vonjav dodatek k našim aranžmajem. Tako, je pa cimet topla začimba. To pomeni, da poveča rahlo tudi telesno temperaturo in je zelo dobro, da ga uživajo tisti, ki jih zmeraj zebe v noge ali roke, ker ne bodo več imeli tega hladnega občutka. Najin pripravek sta že skoraj zaključila, še malo limone bova dodala. Pa še ena zanimivost, dragica, te ožete polovičke pomaranč in pa limon lahko izkoristimo za svečnike. Torej, tu not dodamo čajno svečko in vsa zadeva bo prijetno dišala v prostoru. Damo jo lahko na kak steklen kozarec, podstavek, lahko pa tudi v aranžmajih, ampak vedno pazimo, pač, da ni suhih dodatkov nekje v bližini. Pri svečkah pač moramo vedno paziti. Ko si ti delal tale aranžma, se je pa meni porodila misel oziroma rada bi povedala, da iz tega notranjega dela pomaranče, iz tega belega perikarpa izolirajo flavonoide, ki delujejo krepčilno na steno kapilar in se lahko uporabljajo za stabilizacijo oziroma za izboljšanje obtoka na nogah. To belo plast dobimo verjetno v kapsulah. V kapsulah, da, v tabletkah. Ne, doma ne moremo tega narediti. Tudi ni pametno tega uživati, ker so lupine pomaranč škropljene in bi zaužili preveč strupov. Tako, sedaj imava midva pomaranče in limone že pripravljene, lahko si narediva najin topli napitek, čeprav je s hladnih sestavin, ampak tako kot smo prej povedali, cimet je topla začimba in zmanjša občutek mrazenja. Dodala bova še malo cimeta z eno žličko. Tako pol žličke, ja. Na dan bi pa lahko zaužijemo cimetovega prahu do 3 žličke. To je dnevni odmerek. Pred 14 dnevi smo vam predstavili čuvaje vrtov, finaliste letošnjega izbora Naj vrtni palček. Sledilo je glasovanje in gledalci ste tokrat največ glasov namenili palčku Petra iz Preddvora, ki z okenske police čuva domači sadovnjak že 40 let.
Na drugo mesto sta se uvrstila palčka Brine iz Besnice in Danijele iz Tržiča. Palček samokolnico je visok kar 1,5 m. Na 4. mestu so vrtni dobri duhci Sonje iz Hoč, na 5. pa palček Milinke iz Brezja pri Lipoglavu. Nagrajeni vrtni čuvaji oziroma njihovi skrbniki prejmejo nagradni bon vrtnarstva Kurbus iz kraja Mele pri Gornji Radgoni. Priročnik oddaje Na vrtu Naredimo, uredimo pa prejmejo naslednji glasovalci: Marija Gantar iz Žirov, Aleš Štular in Teja Beton, slednja sta bila spletna glasovalca. Po cimetu že diši, jutri je prva adventna nedelja. Za tokratni adventni venček bom uporabil samo naravne materiale. Za osnovo samega venčka bom v tem primeru uporabil kar veje vrbe žalujke. Te veje so v tem času zelo upogljive, zato je dobro, da jih naberemo sveže. Napletamo tako, da preprosto vejo opletemo, spustimo in nekako sama pade po obliki obroča oziroma osnove venčka. Naslednjo vejo zopet zataknemo vmes. Potem je dobro, če so veje daljše, kajti tudi kompaktnost obroča bo toliko boljša. Napletamo v enaki smeri. Tako, obroč je sedaj že toliko prepleten, da je kompakten in nanj lahko začnemo opletati zelenje. Tokrat sem izbral belo omelo, nekaj iglavcev, med temi brin in pa seveda, ker je jesen še dokaj topla, lahko na vrtu najdemo še lepe hortenzije, ta mini jabolka. Kolikor imamo to drevo, lahko to nadomestimo tudi z orehi ali s čim drugim. Potem bom izkoristil še te polovičke limon kot svečnike, aranžerska goba in morda še nekaj posušenega šlajerja. Samo napletanje začnemo tako, da na obroč pritrdimo žico, kajti žica je osnova, s katero napletamo zelenje. Pa morda začnimo kar nekako po skupinah. V tem primeru bom kot prvo rastlino uporabil tujo smaragd. Kot naslednje bom dodal še hortenzije. Te bodo prav lepo sovpadale s to barvo teh drobnih jabolk. Tudi hortenzije z žico opletemo in pritrdimo na obroč. Pa da ne bo barva samo zeleno-rdeča, lahko dodamo tudi vejice sivke. Te bodo prav prijetno dišale sedaj, ko se bodo počasi sušile v prostoru. Sedaj lahko dodamo tudi skupino zelenja oziroma šopek zelenja iz brina. Tudi brin je prijetno sivo-zelene barve. Nepogrešljiva rastlina v tem času je tudi bela omela. Tudi ta nekako ne sme manjkati v adventnem in pa seveda božično-novoletnem času, kajti po starih vražah in verovanju starih ljudstev ta rastlina prinaša srečo. Vso zadevo ponovimo zopet z tujo smaragd, sledita hortenziji, zopet dodamo brin. Zaključek venčka bom napravil še s šopkom bele omele, žico dobro privezal, pritrdil, tako da se ne bo zelenje slučajno razpletlo.
Takole, venček je dokončan. Postavil ga bom na stekleni pladenj, tako da imamo neko osnovo, na katero postavimo tudi gobo. V tem primeru bom uporabil polovico aranžerske gobe. Ta bo služila kot opora tem polovicam limone. Te polovičke limone pa lepo nataknemo na palice vrbove šibe. In ker se tukaj še vidi del gobe, tega zapolnimo še s preostankom zelenja. Z zelenjem enakomerno pokrijemo cvetličarsko gobo. Pazimo, da vejice postavimo tako, da pri prižiganju sveč ne bi zagorele. Sebastijan je dodal še nekaj vejic posušenega šlajerja oziroma meglice ali pajčolanke. Drobni snežni cvetovi so razrahljali zeleno strukturo venčka. Da pa bo limona prijetno dišala, jo malo posipamo s cimetom v prahu. Dodamo še prej omenjena mini jabolka. Ta dodamo nekako vmes med zelenje, tako da so po barvi protiutež hortenziji. In da bo venček resnično prazničen, bom vmes dodal še nekaj zlatih bunkic, ravno tako v skupinah, pa morda tukaj med cvetove hortenzije. Venček je končan in letošnji venček je sestavljen iz naravnih materialov. Tako kot je narava najboljša učiteljica, bomo tudi ta venček letos ekipa oddaje Na vrtu podarili občini Oplotnica, ki bo 9. decembra imela dražbo, na kateri se bojo prodajali venčki in podobne stvari in denar bo šel za prizadete v poplavah.